Nam lahko predstavite knjigo Integrirana dolgotrajna oskrba in kakšen je namen te knjige? Ja, integrirana dolgotrajna oskrba je monografija o tej stvari, se pravi o skrbi. Njen namen je za študente bil prvotni, da bodo študirali po njem integrirano dolgotrajno oskrbo. Novomeška fakulteta za zdravstvene vede je to upeljala najprej, kjer učim to. Drugače pa tudi, da cela slovenska javnost, strokovna in laična, to področje pozna. Zato na kratko v njej so najprej je 1/3 ali pa dobra tretjina spoznanja, sodobna spoznanja pa izkušnje svetovne, evropske in naše o dolgotrajni oskrbi. Se pravi, kaj je dolgotrajna oskrba? To so ljudi, ki potrebujejo pomoč od drugih v vsakdanjih opravilih, pri osnovnih in drugih vsakdanjih opravilih, ki brez drugih ne morejo preživeti. Potem je kratek zgodovinski okvir, kako si dolgotrajna oskrba razvijala v preteklih stoletjih, tisočletjih, ker odkar je človek oskrbuje nemočne vrstnike. Potem pa so pa ti osnovni pojmi onemoglost, potem te osnovna vsakdanja opravila, podporna vsakdanja opravila, višja vsakdanja opravila. Se pravi, ti pojmi, ki so v vsakem sistemu in zakonu o dolgotrajni oskrbi, pa potem ta trikotnik, oskrbovanec, tisti, ki prejema pomoč, oskrbovalec, tisti, ki mu nudi pomoč, potem pa oskrbovalni sistem. V državi ta okvir, vključno z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki ga sprejemamo. Potem so eno poglavje 3 osnovne zahteve sodobnega sistema integrirane dolgotrajne oskrbe, da je human, da je finančno vzdržen in dostopen za vsakega človeka v državi in da je kadrovsko vzdržen, da ima kdo oskrbovati, kdo bo oskrboval. Potem so pa 7 razsežnosti integrirane dolgotrajne oskrbe. Se pravi, zdravstvena in socialna in vse drugo je povezano v celoto. Formalna, ki jo stroka pa inštitucije upravljajo, in neformalna, ki jo domači oskrbovalci, družinski doma, neformalno, je ena celota. To, kar mora krajevna skupnost, kamor spada dolgotrajna oskrba delati, in to, kar mora država, je ena komplementarna celota. To, da celega človeka oskrbujemo, ne samo telo, bolno ali kakorkoli, ampak tudi duševnost, duha in medsebojne odnose, to je spet ena integracija. Se pravi, te integracije, potem pa tudi ta temeljna vprašanja, kakšen je smisel oskrbovanja. To vprašanje, kakšen je smisel nečesa, če na to vprašanje ljudje nimamo odgovorjeno, potem nam tista stvar ne gre. To se pravi, smisel oskrbovanja onemoglih ljudi. S tem se ta prvi del konča, pa je pa kratek drugi del, je pa za študente nekaj raziskovalnih podatkov, kako študirati pa diplome delati iz tega. Potem je pa drugi dodatek, ta tretji del, ki je pa najbolj dragocen, tukaj pa iz prakse, v obliki pogovorov, intervjujev s 5 ljudmi, ki dolgotrajno oskrbo na nekem področju vrhunsko delajo doma ali v tujini. To je recimo ena družinska oskrbovalka, ki je oskrbovala mamo, očeta in tako naprej, intervju z njo. Potem je z fizioterapevtko, ki je Ivanko Bižal, ki je doma, na domu, ljudi postavljala na noge po kapi, se pravi fizioterapija na domu. Potem je z direktorico pa z vodstveno ekipo doma, vzornega doma, ki se zelo razvija, Šentjur pri Celju, Vesna Vodišek-Razboršek. Potem je z Imprlom, z enim od večjih poznavalcev institucionalne dolgotrajne oskrbe pri nas, Francem Imprl, pogovor, in potem je dolg pogovor strokovni z Higemonosom
ki je predsednik Evropske zveze neformalnih oskrbovalcev. In danes, prav na današnji dan, ko je bila tiskovna konferenca 6. oktobra, je prvi Evropski dan neformalnih oskrbovalcev. Jaz imam kazalke, ki jih je Inštitut Antona Trstenjaka naredil z vsemi podatki, kjer lahko neformalni oskrbovalci dobijo pomoč, pa da bi si jih danes bolj spomnili, različne kazalke. Tako da ta zadnji o neformalnih oskrbovalcih je pravzaprav tudi povod bil, poleg zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil do včeraj v javni razpravi, da smo tiskovno konferenco o tej novi monografiji naredili prav danes.